Živ, danes bomo pa malo švasali. Fantje z Ipo grupa sem pripeljal kar ene par fajn zadev. Tako da, pojte z mano, jaz sem že prištiman. Ipo Group ima več znamk. Ena izmed njih je Ipo Tools, to so švas aparati, pa plazma rezalniki, te druga je pa Garten XL, ampak to malo kdaj drugač. Tole rundo bomo bolj pogledali MMA varilne aparate oziroma na elektrodo oziroma obločen varjenje, kakorkoli. Tako da prodajajo po celi Evropi, največ v Nemčijo, veliko tudi v Sloveniji. Pa da nam sam daj tle okoli pametval, imam ekipo iz Ipota, da bojo še malo povedali. Delavta prvi ure prišel, da gremo malo predstavitveno čez, pa še en majster, da bomo to na orang primere pokazali, kako se to deva. Jure, živ? Čau, živa. Kaj če meni tole malo predstavimo porazložil, da sem jaz pojela že odločil, kaj vzeti? Evo, tako kot si rekel, imamo pri nas varilne aparate za varjenje po MMA postopku, prodajamo tudi varilne aparate za varjenje po MIG postopku, TIG, plazma rezalnike, prodajamo tudi lakirne pištole, kompresorje, rezalne plošče in drugoročno orodje. Evo, pa mogoče pogledava najprej tale MIG segment, ki je naš najbolj prodajan. Vidim, da imate kar dosti izbire. Daj mi povej, kjer pa je ta najbolj prodajen model, pa kakšne so kaj specifikacije? Ja, evo, za vsakega, ki se v bistvu začne ukvarjati z varjenjem po MIG postopku, bi priporočal tale naš aparat MIG 160R. Je naš najbolj prodajen model. Zraven stranka dobi torej gorilnik za varjenje po MMA postopku, za obločno varjenje, poleg tega pa tudi integriran gorilnik za varjenje po MIG oziroma MAG oziroma flux postopku. Zraven pride še kolut kilske žice, torej za varjenje po flux načinu. Poleg tega imamo pol v tem segmentu MIG aparate, torej od nekih začetnih 185-99 pride tale do tudi takih, ki zmorejo tudi naprimer double pulse oziroma tudi takih, ki so malo bolj močni, da so kos tudi kakšnim bolj zahtevnim nalogam. A flux je ta varianta, ki ne rabiš bombe zraven, da ima že žica že obložena? Evo, in lih letos smo v bistvu dodali tudi en nov aparat za nekoga, ki bi rad probal variti po flux načinu oziroma brez torej flaše zraven in je v bistvu tale flux 135, več kot zadost za kakršnokoli domačo uporabo. Z njim se lahko vari torej na obločno varjenje oziroma na flux način. Pride zraven še gorilnik. Kaj pa amperaža? Amperaža, tole ima v bistvu naši aparati, vsi imajo v bistvu tok amperaže oziroma varilnega toka, toliko, kar je v samem imenu. Tako, kot smo tukaj rekla, flux 135, tale da od sebe 135 po MMA postopku in 135 po flux postopku, potem ima 160 amperski aparat. Tale je v bistvu identičen kot ta, samo da smo v bistvu tukaj dodali še to možnost, da se sname gorilnika in pa noter gre 5-kilski kolut. Kako pa je recimo tole, ki se kupuje, več ali manj dobro, itak se odločiš, až MMA, mi karkoli, ampak kaj se pa gleda amperažo, je še kaj drugega taga? V glavnem, v bistvu najprej se treba vprašati, kaj se bo varila, pa v bistvu koliko se dejansko rabi. Torej, to imamo zdaj MIG segment, pa lahko pogledava še MIG, pa plazanske rezalnike, ki smo pa ti prinesli na oni strani. Pojeva še tiste pogledati. Zdaj pa vidim, da je že cel kapene knofov pa nahrči, to pa ni lih za začetnika, ima bolj specialna reč. Ja, res je. Za varjenje po TIG postopku je treba mogoče že kakšno kilometrino imeti. Tudi s temi aparati se da na MMA postopek. Imamo pa tudi v tem segmentu, rečemo, od nekih vstopnih modelov, TIG 200R, pa v bistvu do malo bolj naprednih. Tukaj ti nismo mogli danes vseh prinesti, imamo še druge varilne aparate, od varilnih aparatov, torej za čist začetnika, pa tudi do neke polprofesionalne uporabe. Tako, kot smo zdaj pogledali za naše TIG aparate, v TIG segmentu imamo še en aparat, ki je tak zelo poseben, ki v bistvu zraven lahko še premore še kat, torej lahko se vari po MMA postopku, po TIG postopku, pa tudi kot v bistvu kat, če se je treba kaj odrezati. Imamo pa tudi sam segment plazanskih rezalnikov, ki je pa tukaj smo ti pokazali kat 45, ki je naš tak najbolj razširjen model. A za tole sam zrak rabaš priklopiti pa... Tako, to rabaš še kompresor zraven. Pa reže. Pa reže. No, da jo pogledaj tile elektrodnike. Tale je skoraj zaužeb, ga bo kam nesu. Ja, evo, tako kot si rekel, evo, tole so naši MMA aparati, torej za varjenje po MMA postopku. Tale je naš en novejših aparatov, kot si opazil, zelo mehen, zelo lahek, se v bistvu lahko ga vzame tako za ven, na kakšno lojtro ali karkoli. Ima 120 amperov, tako da bo brez težav kakšno 3-2 elektrodo zdržal. Za vsa domača opravila je več kot zadost. Imamo pa drugače tudi malo močnejšega, 160 amperskega, MMA 160R, pa MMA 200R. Kaj še imajo pa to še kaj funkcije poj? Ja, to v bistvu imajo že integrirane funkcije za antistik, to imajo vsi trije aparati. To pomeni, da se v bistvu elektroda pri samem varjenju, če se preveč približaš, ne zalepa na material, da ne potegneš se z mize.
Pol ima sta pa v bistvu še te dva funkcije Arc Force pa Hot Start, da veliko lep začne variti, ne, že od začetka. Tudi če so elektrode mrzle, karkoli zelo lepo začne. Ne. To ima pa eno tako pametno. Tako. Če koliko je pa tale 200 ampersk, Tako, ja, 200 amperskov. a 5 elektroda potegne. Potegne, boš videl, bo kasneje en projekt delala zanimiv, pa boš videl, da petko tudi brez težav. Vsi naši aparati pridejo tudi z gorilnikom, tako da najbolj, da gremo kar v akcijo, če imaš kaj klela okoli za pošvasati. Kva, prepnem not pa gremo, drugače imam tam en val, pa je mrskip najdu. No super, imam enega kolega s sabo, ki ti bo malo pomagal, kako začeti variti, pa kako se pripraviti. Daj pa akcija. Akcija. Gremo. Živijo. Lega, živ. Živ. Ej, jaz sem se kar zatihati malo, da je odločil, jaz mislim, da bo, kva, neki bo od neha. Dobro si se odločil. Lej, vse, kar imaš tukaj okrog bajte, se bo kar dal s tem narediti. Pa še zraven sem dobil vse, še masko. Jaz sem tudi svoje maske prinesel, bova morbiti majhna lažje naredila, so samo zatemnilne. Bo bolj profi. Ja, je. To pa da je bolj. Da pa kaj naredila, raba pa tudi zaščitno opremo, vidim, Fertak si že kar vzel. Čevlje imaš tudi že ta prave, delovne, negorljive, še rukavice varabila, lej. Jaz imam drugače tam na zuniži neki prštimen. Ja, nič pa, bi šla pa kar pogledat, kaj je za narediti. A kar probava? Ja. Evo, doktor Ucipek, tlele imam tele dva parisa utrhana na tim ovala, je treba to še kaj dosti prštimen? Ja, tole už treba malo in kladuš prinesel, už malo podolko, malo podolno, takele lukne, da tole revš malo podrsal, pa kle nek boš, da bo maso pripela, da bo imela dobro maso. Pa že začela lahko švasati. Okay. A tako mes pa to je v redu, sem postavil. Dobro si postavil, na odprtem je, nimaš nič neguljivo spod, da bi se kaj užgal. A v redu tole? Bo v redu, še malo ga udar, da ga malo podovnaš, da no take lukne. Super bo. Evo, elektrode imam tudi že. Jaz, ko sem jih iskal, sem videl, da so bazične ali pa rutilne. Kaj pa je razlika to kdaj? Ja, razlika je v plašču, a ne? Tele, ki so vzel, so rutilne, to so pa enakovredne tem jadrankam, ki jih je jesenice so delale. Tlele moraš pa paziti, moraš dati minus na ročko in je ravno kontra, ker so na aparatu označene, ker na aparatu je označen za bazično elektrodo. Ja. Je pa Jaz sem pa konc koncev, če jaz potegneš vas, kaj je razlika? Kje? Rutilna pa bazična, kaj je fora? Rutilna lepši odstopa škala, žlindra, ja, se pravi ročka na minus. Sva prej rekla, ja, koliko boš pa nastavil? Ja, to sem te mislil vprašati, koliko pa nastavim? Ja, kjer boš pa elektrodo vzel? Je 2,5 najbrž, a ne? 2,5, ja. Ja, 2,5 je, ja. To je med 60 in 80 amperi, daj kar 70 nastav, nek sredino, pa mora biti glih prav. Je kaj pa, če bo manj ali pa več, kaj pa se dogaja, pa je to tudi odvisno, kakšen je material? Koliko je materijala, koliko je od vode toplota, klele je precej mase, ja, veš, na temle valarju. Pa mislim, da je glih prav. Je kaj pa, če imamo manj 3,2 elektroda? Ja, tista je pa kje do 120 amperov, a ne? A ja. Pa za debelejše materijale. Je pa lahko kar probaš, viš, jaz imam pa tudi masko gor, da bom gledal, kako videl, boš pa loti. nimam. Ja, pa malo pet levo, desno, pa ne prehitro lečt. Pa malo bližje drž. Voj, da luknjo delam. Enač luknjo sem naredil, zlija že toliko švah materijala, stike več mojster. Ja, švah je material. Ja, veš kva, zdaj boš pa malo amperažo, ne, boš kar sam zašvasil. Boš malo amperažo zmanjšil, če no skole. No, zdaj pa sam še tole spucaš, pa da vidiš, kva si naredil. Kva sem naredil, a ne? Kladuček pa žlindro dol. A prav, že šprica to preveč? Ja, šprica ti lahko žlindra oči prleti. Kolikor je material zmatran, je kar dober ratal. A bi tole mogo drugače malo zraven kakšen pleh dati, pa da bi to malo jačev je, pa to pa hun. Sej ne moraš kaj dosti, ker ne veš, koliko je tole pleh že požrt. Ker vidiš tle, ker še lep zgleda, pa ti luknja rata, ne. Ja, neč Ucipek, da jaz mislim, da je najbolj, da pobašemo tale švas aparat, pa gremo na en ta prav projekt, no. Tako je. Mater Ucipek, tole pa je bager, pa šafla. Madonna. Naš Mirko je pa že klele. Je že kar vse pripravil. Ej, ne vem, a sta se videla, če srečala? Ne še. Ne še. Lej, on ima mlaj, pa še bolj vid, pa bo kar on pol pokazal, kako se švasa s tem našimi aparati. No, super. Pa bomo začeli najprej s tamalem, bo pri piku, pol ko pa treba zašvasati orang, pa te debelo elektrodo, bomo pa te večji aparat vzela. 160, kol pa 200. No, se jaz imam tudi par vprašanj za Mirko ta. Mirko, upam, da ne daš prej dobo, ampak da imamo prvo zlož, le vidim, da ima več plahov, je to urang šafla. Kjer vas aparat je primeren za to, pa kako se to podstopati? Ja, to prvo bomo sta mehnemo za pikal, tako da stoji v kup,
bomo pa ta večga vzeli, pa elektrodo 325 bova pol pošvajsala tako, kot se zagre. Aha. Kaj pa če probala kar s temo, da imamo ga do tera do konca, da vidim, koliko to da od sebe, če se da s tamo to narediti. Lahko tudi s tamamo probava, po mojem, da bo šlo, a ne? Vidim, da sprejeli že malo poglihov, malo po fleksu dol, to se Ja. pravi, je teren že prištiman. Ja, tako, ja, priprava je po dela, tako da je treba vse spucati, zemljo, kamne, rjo, material mora biti čist, po pa se zavari, po pa to drži, tako, kot se zagre. A probava poj kar tisto le, bova kar. 120 ko. Kar sta mehko mašinco bova probala tudi zavariti do končnega. Kaj primam, kaj pomagam. Ja, Enač dan pa jaz tale paru gor naslonu, a ne? tako, ja. Mava pa zdaj le 2,5 elektrodo, a ne? Tako, elektroda je 2,5, toliko za prpikat bo v redu. Tukaj dol teče takrat, ko gor. Tako, ja, v spodnji gor, ja, na začetku ja, po pa ga se enkrat navadiš, pa ne več. A tukaj je močen, da je pretopi material, da se Ja, tole sprejema. zdaj je čist v redu, pretopljen. Kdo bi si mislil, a ne? Takle majhen aparat, Ja. skoraj za v žep. Pa Švasa tako v, veliko, ki je bilo, a ne? ja, v 22 tonca kiblo. Včasih je bilo aparat bolj težak, je bolj kvaliteten, zdaj so pa elektronka je šla naprej, ne drži več tist pravila, ne, kakor je. Da ni v velikosti vse. Tako, ja. Kva če bi bila še kar tega testirala, pa jo gre probati naprej švasati, ne sam pikati, ampak kar da vidimo, Ja, tako, ja. kva to naredi. A takole, kaj daš, pada naš ni težav. Razen za mašino vredno Se ni bolj. proti suši za mašino ni glih fajn, kaj je elektronka pa to, ne. Tako se kaj pokrije, se da čez. Če pa preveč vode, pa tako ne gre, ne. Pa se pa treba tako navaditi, komu potopljače, ko bo voda švasajo. Tako, ja, eni tudi pod vodo švajcajo, ja. Čakaj, elektroda vam je zdaj tudi 2,5 naprej. Tudi 2,5 lahko greva, ja. Super, pa Malo bolj pojmo. počas gre, ampak se tudi da, ne. Evo, zmeri malo pustimo, čeprav smo korenci, malo pustimo, da pištolo ne zažgemo. Prav lepo si zlil. Tako se prav lepo zlije. Ponavadi je debelina elektrode, odmik elektrode. Zdaj, ko Aha. imamo 2,5 mm pa pol odmika od materiala in pač greva počasno vzgora, ne. A je to Malo to levo, tako? malo desno, tako ja. Če je pa elektroda 3,25, pa greva 3-4 mm stran in greva počas od spodaj navzgor. Zato, ko vidim, tukaj so kar lepe lunce. Ja, tako ja. Nič, bom pa še jaz probal. No, pa da. Gre prehiter, je v redu. Kar v redu, malo bolj levo, desno. Pa še odbijamo, žlindra ne? gre gor. Moraš lepo počasi vzeti dol, se vidi tako. A je to lepo počas, ne šuroče? Ja, takole daš stran. Treba merkati, kaj počakati, da se sladi, pa ne točka prileti v oko, pa za vratom, pa v čevelj, pa Šprica. šprica, ja. To se pravi, začel sem bolj slab, ampak pa naprej sem šel pa kar Ja, kakor tok, no. je kar v redu, ja, tako. Evo, malo sem probala, zdaj imamo pa, kakor sem videl, da imamo večje elektrode Zdaj not. imamo 3,25 pa 120 amperov. Evo, sem rekla, malo pustimo, takole dava, pa merkava, da ne dobiva kaj vuč. Aha, bolj tako elegantno poj. Evo, da se vidi razlika. Tako malo je debelejš zvarka, več debelejša elektroda. To se pravi, ta tudi verjetno bolj primerna za takole. Tako, ja. Sam bi pa, kako mogel pa malo pojačati že skoraj švas aparat, če bi hotel sam s tem Tako, ja, bi mogel močnejšega vzeti, ko je ta aparat je do 120 amperov in je to na maksimumu. A vas zdaj probala še tle dol, me zanima, kako gre s temu. Sama je tukaj važna pa elektroda, ki gor švasaš. Ja, za položaj se ponavadi uporablja EVB, ker je elektroda narejena, konstrukcijska, tudi močnejša je in ne teče toliko, ne pade dol šlindra. Evo Mirko, zdaj pa še s tem 160 MMA R probova. No, pa dajmo probati. Pa je na 4 elektrodo gore. Videli, kad tako hrmi pa dež pada, če bi z migom švasal. Ja, zmiga po takih razmerah ne gre. Če piha, pa če je dež, če je mokro, zato je dobra elektroda, je tako za vse stranska. Tudi če je material kakšna rja, pa kaj malo bolj obarvano, pa umazan. Ni tako občutljiv. Ni tako občutljiv, kot je mig. Da tole koliko, kar Dajva do konca. Kar do konca, ja, Na tako. 160. 160, pa bova štirko probala. Da vidimo, če kaj hujk pa una. Ja. Ja, ta pa žge. A ta pa še bolj tupi. Ja, to pa je zdaj bolj primerna za to debelino.
To se pravi, več amperov pa gre. Tako, ja. Bomo pa malo pauze naredili. Vidimo, kaj sva naredila. Evo, da že tudi fitna odstopa. Tako lepo dava se. Tale je pa lepo statula. Evo, tole je pa No, to je pa da je že orenk videti. ta mehna, močna mašinca, bolj primerna za tako veliko kiblo. No, pa da probam, da vidim, kako me je dratala ta evo, pa štirka. še ti probaj s ta močno elektrodo. A je v redu, aj kaj se spremeniti? Ja, bolj počas pej, pa bolj v sredino. A je bolj sredino? Ja. Tle se pa ustavi, tle ne bo v redu. Tudi je začela žlindrati vmes, zdaj bova videla, če bova dala, da je tukaj vmes luknja. Začela si v redu, potem je pa žlindra pa šla vmes v spodaj, ko se imamo preveč razmaka, pa je treba sam zbrusiti pa čez popraviti. Ker na novo štartaš, izmeri treba malo udariti, pa takole z rokavico za stran, ker tle žlindra ostane na konc in pač ne pride do kovine in tam takole malo narediš, ko pa rajš. Aha, kar z roko ni treba veliko Tako, udarjati. ali pa če udariš, preden štartaš. Pogreva čisto luknjo, da bo probala tisto žlindro ven spraviti. A jaz sem tudi prej šljivo desno vleko vidim. Tako, ja. Lukeno lečeš. Ja, ker preveč globok zareza je treba čim bolj noter iti v zarezu. Na koncu malo dava nazaj takole, da ne bo luknja, pa končava. Aha, ker malo kontra zaliješ. Tako, malo nazaj, ker tam, ko nehava, se tak bazenček naredi luknja. Ko je žlindra vstopa, ko ponovadi se črta naredi, če recimo vmes, če se ti začne črta delati po sredini, to pomeni, da ne zliva skupaj. Aha. No, Evo, jaš. Da ne steče, je treba pač, da se skladi vmes talina, tako da greva malo več levo pa desno. A to žlindra dol teče ali je? To žlindra dol teče. No, da je pa še tale ta močen. Ta je pa 200 ampersk, dimenzijsko izkoristi mečkan je dal. Ga je pa malo več v hvačah. Imam pa tlele petko elektrodo, pa bomo probali še s temole. No, pa dajmo. Tudi po zvokamo bolj poje, se mi zdi. Nežgam pa je do konca. A to že kar varovalke ima huj rabaš tudi? Ja, to pa 16 amperov zna biti težava. Se je tudi nalit gore. Tako ja, pa bolj širok. Tukaj sem prej šla štirko, je malo manjka zvara, ker je malo luknja noter. In bo šla zdaj spet kot čez, da bo lepo zalit, pa da bo močno. Evo, petko kar flitno vleče, če bo še huj varovalka not, bo pa to naprej dival. Ampak ja. Kar dober zalit. Tukaj malo še manjka, bi mogli iti še enkrat štirko čez, Aha, te še da se robovi še pretopijo, pa da je lepo. Matja, zdaj pa vidim, ste kar eni malo precej v ogenj gledali. Tako da zvečer vas bojo kar ene oči malo pekle. Boh ne daj danes televizije gledati, pa za vsak slučaj srov krompir prerešeš, pa ga daš na oči, pa ne gate čez glavo, da krompir dol ne pade. Pomaga to. Pomaga. Krompir? Krompir pomaga, srov. A ja. Pa da ga nož na ribu, ker če ga už na ribu, se ti bo oči not vse prilepil. Ja, no vidiš, Ja. jaz sem v masko za to hodil. Res? No. A gate morajo biti čiste? Gate so pa, ja ne vem, če so čiste, če pa ni čiste, pa lahko take. Še bolj primer. Če boš pa umazanih, pa samo krog obrneš, pa jih daš na glavo. Pavi Cipak, tale se pa kar izkazal. Ja, si pol kar zadovoljen z današnjim delom. Ja, drugače se smo skurili cel kap elektrodži. Ja, pa nič ga nismo pregreli. Ne, ne. Malo smo sicer upoštevali tole tabelo, ne vem, a se kaj spoznaš na no. Lih to lahko gledam, ja. Ja, vidiš, klele piše, z tokom 76 amperov vriš lahko neprekinjeno. Z tokom 98 amperov vriš pa 60% cajta v roku 10 minut. To je 6 minut, 4 minute moraš pa čakati, da ga ne bi pregrel. Če ga pa do konca teraš na 120 amperov, je pa 40% intermitenca, vriš pa 4 minute, pa 6 minut ne bi čakal, da ga ne bi nikoli pregrel, pa enkrat tudi ne skuril, a ne. Če boš tole upošteval, boš marsikaj naredil lahko. No, drugače pa splošno pa velja, lej, za tale aparat, ki je 120 ampersk, je priporočljivo, da se vari največ z elektrodo 2,5, s tem, da lahko variš tudi 3,25, pogojno, kratek čas,
2,25 pa lahko variš duš, brez da bi pregledal. Zdaj pa še 160 pogledati, lepa za 3,25 elektrodo, da lahko durh variš, pogojno pa lahko 4 par elektrod skuraš, pa da upoštevaš tole intermitenco. Ravno tako je pa z 200, ki je primerna za do 4 elektrodov najbolj, ki variš lahko tudi kar lep cajt, vzameš 5, moraš pa spet upoštevati intermitenco in ga ne boš pregrel, pa ne uničil. Ja, je pa nekaj treba še poudariti, moraš imeti pa močen podaljšek, vsaj 2,5, pa ne predolg, pa obvezno razvit, da se na kolobarju ne zapeče. Pa varovalka mora biti pol za tamavga je recimo 16 dost, za tavelskega 160 amperskega je fajn, da je 20, za 200 bi bilo pa že kar dobro imeti 25, ali pa z malo manj tokem variti, če ga doma uporabljaš, da boš lahko kaj naredil. To se pravi, vsak aparat ima svoje specifikacije. Tako je. Ja. No, vidiš, fajn. Ja, to je tako kot avto. Močneje več žre, več porabiš. Isto pa švas aparat. Sigurno, ja. Točno to. Mirko, jaz sem se v zadnjem s tem prerimetmo valarjem pozabaval, ampak nišva, luk ne deval, vse se je topil. Kako pa se recimo ti podstopil kot profesionalce? To zapreč vrsta se da kaj rihtati? Ja, to se da kaj zrihtati. Priprava je pol dela, je treba fliksercu zbrusiti vse, da se svit, pa lepo počasi tenko elektrodo 2,5. Zdaj pa to drži. Zdaj pa bo, a ne, za cajt. Tako, Tukaj ga navarja spet. Ja. Mirko, kaj pa za tega ne misliš? Ima že oren kljukno, ki je že odbit. Tle so že miške noter, po mojem, ampak bova probala zrihtati, ja. Zdaj treba ta prvo poravnati, pobrusiti. Ti bi raje še naredila z migom, če je bolj enostaven, pa lažje se tanjše pločevina vari. Z elektrodo se je treba malo bolj pomatrati, pa bo malo dlje časa trajalo, se pa bo to dalo zavariti. Ok, probuje. Koliko pa boš dal tam amperažo? Bo dala čim manj, 75 amperov, tako da Da ne bo prehuda. da ne bo prehuda. Tako. Ok, pa da vidimo. Evo, zdaj pa bo. Pravaš leta izkušenj, pa dober aparat. Točno tako, ja. Hvala lepa za informacije pa za prikaze. Ja, hvala tebi. Če boš še kaj rabo, pa kar poklič. Ja, prej sem omenil Mik, enkrat bi to lahko še posnel. Tako, ja, bova tudi Mik enkrat pokazala, da take tanjše stvari, plehe pa tako. Se vidimo takrat, zaenkrat je pa to to. Če bo kakšnega zanimal, oziroma če bo kakšen doma reč vasov, se pa obrnite kar na IPO Tools. Tlele nek bom dal podatke, pa se vidimo. Živ! Če vam je bil video všeč, se naročite na kanal, drugače pa pojdite malo obiskat spletno trgovino bobnar7.si. Tam so fajne cune gor, fajne artikle. Kaj se prvošte, no? Ne bo pa tudi veliko pomenil. Hvala. Živ!